Tako veselo je bilo na kegljišču v Slovenski Bistrici, ki je bilo zgrajeno pred 22 leti, po končanem obračunu 17. kroga druge slovenske lige Vzhod, ko so kegljači Impola z 8-0 porazili ekipo Šoštanja. S to zmago pa so si že krog pred koncem zagotovili naslov prvaka druge lige Vzhod. Prvo mesto pa pomeni, da bodo v naslednji tekmovalni sezoni igrali med prvo B ligaško tekmovalno konkurenco Vzhoda. Osmerici igralcev, ki je igrala za ekipo, je tako drugič v zgodovini kluba, ki šteje 47 let delovanja, uspelo uvrstiti v tekmovalni rang prve B lige Vzhod. Prvi so v tej konkurenci igrali v tekmovalni sezoni 2013-14, torej natanko pred 10 leti. V takratni zasedbi je igral tudi Silvo Kunčič, ki pa je tokrat v vlogi predsednika kluba. Ja, glej, jaz sem zelo vesel, da mi je to uspelo, da so bili klapa, da so garali za ta uspeh in jaz jim želim, vam želim čim več in obilo uspeha v prvi B ligi. Kako resno so vzeli kegljači Impola zadnjo srečanje na domačem kegljišču proti Šoštanju, pove tudi končni rezultat 8-0 in razlika v podrtih keglih plus 124 kegljev. V skupno podrtih keglih pa je bilo 3264 proti 3140. Moška ekipa je torej po 2 letih nastopanja med drugoligaši Vzhoda si izborila nastop v rangu višje. Želja je sigurno verjetno vsakega posameznika, tiha želja, mogoče nekdaj prva A liga, izkusiti tisti najvišji rang kegljanja v Sloveniji. Zdaj se pa pustimo presenetiti, kaj bo drugo leto, mogoče še pripeljati kakega kegljača mladega, če bi se dalo, da nam pomaga tudi. Drugače, če se pa to ne bo možno, bo pa nas 8 sigurno zguralo prvo B ligo, na koncu bomo pa taki čas drugo leto se pogovarjali, kak pa kaj. Tekmovalna sezona 2023-24 v moški konkurenci bo torej zlatimi črkami zapisana v zgodovino kluba, ki bo leta 2027 praznoval Abrahama. Ob tem uspehu pa velja poudariti, da so razen 2 igralcev v ekipi domači kegljači, ki v odločilnih trenutkih še bolj dokažejo svojo domačo pripadnost barvi svojega kluba. Poglejmo, kaj so po tem velikem uspehu povedali sami akterji tega imenitnega dosežka. Daniel, ti si vodja te ekipe, dolga in trnova pot je bila do tega uspeha, vendar se je izplačalo. Ja, jaz bi rekel, vsaka čast fantom. To je ponos Impola, kaj so naredili, jaz pravim. Jaz tega nisem pričakoval, danes sem pa presrečen. Hvala. Gremo naprej, vsak posameznik je torej dal veliko truda, veliko podrtih kegljev, veliko zmag v to ekipni uspeh. Kako si ti podoživlja te uspehe? Ja, fino je bilo, da smo zmagali, ne? Prvi smo na koncu. Tu se vidijo tudi treningi, malo tekme, malo podpora navijačev tudi, ko so skoraj vsako tekmo z nami. Drugače pa ja, z vodjo smo zelo ponosni na svojo ekipo, no. In kako so padali keglji izpod tvoje roke, kako si dejansko podiral keglje, katero tekmo si najbolj zapomnil? Najbolj sem si zapomnil, ko smo današnjo in zadnjo tekmo, ko smo imeli Fužina, samo smo izgubili. Prejšnjo tekmo pa smo imeli doma in sem podelil največ kegljev. Tadej, težko ti je postaviti vprašanje, vendar vprašate takole, od danes naprej pa si tisti ponosni Bistričan in Polničan kegljač, ki boš kegljal v prvi B kegljaški ligi Vzhoda Slovenije. Ja, res je, strinjam se s tem, vesel sem za celo ekipo, za vse moje sine, ki se odrekajo svojemu prostemu času, hodijo na kegljišče, trenirajo, živijo za ekipo, čestitke dejansko celi ekipe. Denis, tale sezona je bila tukaj prvi zate v Slovenski Bistrici in že kar takole uspešna tekmovalna sezona. Kako si jo sam doživel? Vklopila smo se s Primožem, mislim, da več kot odlično. Naslednjo leto bomo dodala še malo, da bomo pomagala fantom. Jaz mislim, da če bomo taki kolektiv ostali skupaj, se nimamo kaj bati tudi naslednjo sezono.
Primož, bala se te je torej vzhodna Slovenija med drugoligaši, ne vem koliko porazov se držal, vendar ne bomo o porazu danes, danes bomo o tej veliki zmagi, tem velikem uspehu za bistriški Impol. Kaj dodajaš? Zelo vesel, da smo uspeli cilj, ki ga verjetno pred sezono nobeden od nas ni pričakoval. Fantom se zahvaljujem za družbo, smo vredna ekipa in upajmo, da še tako naprej. Ivan, porazi, sestavni del športa, doživel si jih kar nekaj, vendar sedaj se ti boleči porazi pozabijo ob tem blagoslavju. Nekaj s tvoje strani? Bilo je pa tudi nekaj zmag. Je pa fajn, ker se istopovetiš z svojimi mladimi sotekmovalcami in to ti daje energijo za naprej. Tilen, si tej druščini Topolško, torej očeta in dveh bratov. Kaj bi z tvoje strani dejal o tem velikem zgodovinskem dogodku za bistriško Keglanje? Ja, nič, vidi se, da je ekipa povezana, da se med seboj razumemo, vsi treniramo na polno in potem se vidijo tudi rezultati, ne, na tekmah. Tako da. Impol! Kdo je prvi?